Vlada je razrešila častnega konzula Slovenije v Senegalu, Mamadouja Mustafo Sara. Kot pojasnjujejo na zunanjem ministrstvu, je s svojim delovanjem škodil ugledu in interesom Slovenije. Za razrešenim častnim konzulom je ostal tudi skoraj 23.000 evrov visok neporavnan račun v Biotermah Mala Nedelja. Tam je namreč kar 4 mesece bival z družino, kot pravijo v Biotermah, računa ni poravnal, škoda pa je tudi v hotelski sobi. Jana Ujčič. Mamadou Mustafa Sar je bil za častnega konzula Slovenije v Dakarju imenovan leta 2020. Konec lanskega avgusta je z družino prišel v Bioterme Mala Nedelja, hotel, bazen, wellness, tukaj so uživali do decembra. Kljub pozivom o plačilu so brez odjave na to odšli, pravi direktor ljutomerske družbe Segrab, ki je lastnica Bioterm. Ste sploh vedeli, da so hotel zapustili? Moram reči, da niti tega ne, ker vedno so bile samo obljube bomo, potem pa, ko smo, da rečem, do skrajnosti zaostrili zadeve, pa so praktično popokali šile in kopita in tu pri nas še pustili kolčke, tako da niti tega niso vzeli sabo, še zdaj so tukaj. In pustili za skoraj 23.000 evrov neporavnan račun, pravi, o čemer je sicer prvi poročal N1. In dodaja, da so zaupali že prej sklenjenemu sporazumu, na katerem je tudi žig konzulata Republike Slovenije. Ko vidiš takšen žig, Republika Slovenija, potem imaš občutek, da bo nekdo poravnal obveznosti. Ob tem pa je bila soba po njihovem odhodu v zelo slabem stanju, pravi. To so fotografije med drugim madeži na fotelju, jogiju, pohištvu in pa tudi takšne praske na televiziji. To smo prepleskali kompletno, zamenjali televizor in celo sobo smo na novo urejali. Ljutomerski policisti obravnavajo sum kaznivega dejanja goljufije, sporočajo SPU Murska Sobota. Oškodovana je pravna oseba, status osumljenca se še preverja. Vlada pa je sicer v sredo častnega konzula Mustafo Sara razrešila. Da je častni konzul s svojim delovanjem škodil ugledu in interesom Republike Slovenije, sporočajo z Ministrstva za zunanje in evropske zadeve. Ali je razrešitev povezana z neporavnanim hotelskim računom, pa ne komentirajo. V Biotermah menijo, da bi glede na to, da je šlo za častnega konzula Slovenije, lahko del njegovega dolga poravnala država in to tudi pričakujejo.